Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Naslednik Darka Meniha v občini Šoštanj je Boris Goličnik. V celjskem mestnem središču izpeljali tradicionalni festival dežnikov. Predstava gledališča Celje, Večni otrok, nagrajena na festivalu v New Yorku. Helios v Rogaški Slatini ni dopustil presenečenja. Volilna komisija Mestne občine Celje je po prejetih glasovih po pošti sporočila, da je pri sestavi mestnega sveta Mestne občine Celje prišlo do spremembe pri številu osvojenih mandatov pri Gibanju Svoboda in Slovenski ljudski stranki. Po prištetih glasovih po pošti je Gibanje Svoboda pridobilo en mandat in bo v novem sestavu celjskega sveta po novem imelo 8 svojih predstavnikov. En mandat je izgubila Slovenska ljudska stranka, ki bo tako zastopana samo enim mestnim svetnikom. Kot smo že poročali, je prag celjskega mestnega sveta prestopilo 10 strank in list. Med njimi je največ 9 svetnikov prejela celjska županova lista. Občina Šoštanj je ena od tistih občin Savinjske statistične regije, ki je na letošnjih lokalnih volitvah dobila novega župana. Darka Meniha, ki je odšel v pokoj in na nedeljskih volitvah ni kandidiral, bo nasledil Boris Goličnik, ki je v prvem krogu dobil dobrih 54% glasov tistih, ki so se udeležili volitev. Boris Goličnik v lokalni politiki deluje že 12 let. Svojo listo je namreč zadnje 3 mandate prisoten v šoštanskem občinskem svetu. Prvič je za župana te šaleške občine kandidiral pred 8 leti in takrat prepričal skoraj tretjino volivcev. Tokrat je zmagal v prvem krogu, saj mu je glas zaupalo 2100 volivcev, torej dobrih 54%. Zelo zadovoljen, predvsem zato, ker so občanke in občani prepoznali našo dobro delo v preteklosti. Nenazadnje smo 3 mandate že v občinskem svetu in smo bili ves čas v opoziciji, ampak smo bili konstruktivna opozicija, bili smo delovni, bili smo pridni in mislim, da so prepoznali občanke in občani tudi naš iskren in dober namen. Novih izzivov, ki jih prinaša županovanje, se že veseli. Mislim, da je to vodenje že kar, bom rekel temu, poslanstvo. Absolutno bom župan vseh občank in občanov, želim delati v dobro vseh nas, ki tukaj živimo. Takoj bomo absolutno nadaljevali vsemi dobro začetimi projekti, obenem bomo pa začeli sestavljati dolgoročno razvojno strategijo občine Šoštanj. Želim, da vse, kar bomo počeli, počnemo na dolgi rok. To bo en tak temeljni dokument, ki ga bomo osnovali na osnovi strokovne javnosti, zainteresirane javnosti, in pa bo to dokument razvoja za leto 2023-2040. Želim, da vse, kar počnemo res dolgoročno in da se že zdaj vprašamo, kaj želimo na tem prostoru med leta 2040. Eno od področij, ki jim bo namenil pozornost, je razvoj turističnega potenciala ob Družmirskem jezeru, zaveda pa se, da sta Šoštanj in regija pred velikimi izzivi, ki jih prinaša zlasti izstop iz premoga. Prestrukturiranje nas čaka, to je neka prihodnost te doline. Jaz sem prepričan, da bomo mogli biti zelo aktivni, da bomo mogli v to vložiti svojo energijo, ves trud, svoje znanje, ampak jemljem to kot velik izziv in pa tudi veliko priložnost. Absolutno jezero bo tudi ena od prioritet, ampak še enkrat bom rekel, želim, da imamo vse te zadeve zapisane v strategiji, potem se bomo pa skupaj odločili, kako. Zagotovo je pa jezero eden tistih ključnih projektov, ki ga bomo peljali. Zagotovo sem zelo vesel, da imamo tak izjemen turistično-rekreacijski potencial tukaj in ga bomo razvijali in vlagali v ta del naše lepe občine Šoštanj in sem prepričan, da bo v prihodnje še kako živahno na tem območju. Njegova lista bo v novi sestavi občinskega sveta imela največ svetnikov, kar 9, Slovenska demokratska stranka na drugem mestu 4. Želim si širše sodelovanje z vsemi. Vesel sem, da je veliko mladih prišlo v občinski svet in res sem prepričan, da bomo zelo dobro sodelovali.
Goličnik je sicer tudi aktiven gasilec. 3 mandate je vodil prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto, od leta 2010 je občinski poveljnik. Gasilce nas druži neko tovarištvo in tudi tovarištvo nas mora družiti na drugih nivojih, medsebojna solidarnost, povezanost in tako sem rekel, sodelovanje je ključnega pomena za to, da bomo ta prostor gradili na osnovi nekega iskrenega, spoštljivega dialoga in pa medsebojnega sodelovanja. Prepričan sem, da bomo zelo dobro sodelovali in da bomo gradili uspešno našo občino v prihodnje. Prav tako se nadeja dobrega sodelovanja z obema šaleškima občinama Velenjem in Šmartnim ob Paki. Članice Lions kluba Celje Mozaik so v celjskem mestnem središču organizirale tradicionalni dobrodelni festival dežnikov. Zbrana sredstva na festivalu so namenile za pomoč mladostnikoma, ki živita v hudi stiski. Ženski Lions klub Mozaik Celje je prvi festival dežnikov v celjskem mestnem središču pripravil že leta 2014. Letos so obiskovalci festivala v zameno za dobrodelne prispevke lahko izbirali med 50 dežniki, 30 poslikanimi bombažnimi vrečkami ter 20 senčniki. To pomeni, da vsako leto privabimo k sodelovanju likovnike in različne ustvarjalce v Celju in v okolici, da nam pomagajo porisati dežnike. Letos smo k dežnikom dodali tudi bombažne vrečke. To so vrečke za trajnostno uporabo, se pravi za večkratno uporabo. Imamo pa tudi na zalogi nekaj abažurjev iz preteklega leta, ki so nam porisali tudi naši likovniki. Dežnike in vrečke so poslikale članice Lions kluba, celjski umetniki, slikarji in ustvarjalci različnih likovnih društev. Namen te naše akcije je zbiranje dobrodelnih sredstev za ljudi, ki so pomoči potrebni v naši okolici. Zbrana sredstva bo celjski Lions klub Mozaik letos namenil mladostnikoma, ki živita v hudi stiski. Ponavadi je to zelo veliki skopiček, tako bom rekla, ne upam si povedati, koliko bo na koncu sredstev, ampak lahko rečem, da ko smo danes zjutraj sem prišli in ko sem bilanco pogledala, smo že danes zjutraj, preden smo odprli naše dežnike, že zbrali 1300 evrov ob pomoči občine Celje. To pa moram povedati, občina Celje nam tudi vedno donira ta humanitarni projekt. Sicer pa ženski Lions klub Mozaik poleg festivala dežnikov organizira še številne druge projekte. Naš Lions klub Celje Mozaik ima kar nekaj odmevnih programov. Eden od teh je donirana hrana, to je, bom rekla, vidnejši projekt našega društva. V tej okolici celjski smo začeli z zbiranjem hrane z pretečenim rokom ali pa hrane, ki ostane v trgovinah ob koncu dneva. To hrano zbiramo in jo nekako distribuiramo do naše kuhinje, javne kuhinje, kjer se pol pripravlja hrana za naslednji dan za ljudi, ki so pomoči potrebni. Pol imamo tudi zelo odmevno akcijo zbiranje očal. Vsako leto zberemo več 100 očal in jih doniramo v dežele tretjega razvojnega, bom rekla, področja. Tudi ta akcija je zelo lepo poteče. Vsako leto imamo tudi ob koncu sezone nekako medgeneracijsko sodelovanje z projektom Tečem, da pomagam, kjer pozivamo vsa društva v naši regiji, ki delajo na področju humanitarnih dejavnosti, da se združimo in skupaj pripravimo en taki lepi športno-rekreacijski dan, kjer skupaj, bom rekla, tečemo, hodimo in predstavljamo našo aktivnost na področju humanitarnih dejavnosti. Zbrana sredstva pa tudi namenimo pomoči potrebnim. Članice Lions kluba Mozaik obljubljajo, da bodo tradicijo festivala dežnikov peljale naprej. Nenazadnje bo festival že čez 2 leti praznoval 10. obletnico.
Predstava Večni otrok gledališča Celje je prejela nagrado za najboljšo mednarodno predstavo na festivalu monodrame United Solo v New Yorku, ki velja za največji tovrstni mednarodni festival na svetu. V imenu gledališča je nagrado prevzel veleposlanik Boštjan Malovrh, stalni predstavnik Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku, ki se je podelitve nagrade in slovesnega dogodka udeležil soprogu Petro Žerovnik Malovrh. Nagrajena predstava bo na celjskem domačem odru na sporedu 6. decembra ob 19:30. Košarkarji Zlatoroga so v 7. krogu državnega prvenstva dosegli prvo zmago. Na svojem igrišču so z 88:74 premagali moštvo Podčetrtka. Šentjurčani so na svojem parketu visoko premagali Škofjo Loko, Rogaška pa je v domači dvorani morala priznati premoč Heliosu iz Domžal. Domžalčani so v Rogaški Slatini upravičili vlogo favoritov in so brez večjih težav prišli še do 6. letošnje zmage. Na drugi strani je Rogaška doživela 4. prvenstveni poraz. Gostje so po prvem kvartalu vodili za 10 točk, na odmor pa odšli s 3 točkami prednosti. Tekma se je dokončno prelomila v tretji četrtini, v zadnji so izkušeni Domžalčani le še nadzirali potek stvari na igrišču. Sigurno smo zopet začeli v nekem slabem ritmu. Ja. Premalo energije je bilo sigurno z strani določenih igralcev. Slab začetek nas je dejansko pripeljal do tega, da smo bili vse skozi v zaostanku in kurili energijo, da se približamo nasprotniku. Ključni trenutek tekme se je zgodil v tretji četrtini, ko je Helios z delnim izidom 20:4 tehtnico dokončno prevesil sebi v prid. Tam se je pokazal igralec Američan od Heliosa, Luka, ki je dejansko dobesedno sam naredil razliko. Slabo smo individualno obranili kontra dogovorov, pač do naslednje tekme bomo to popravili. Helios je po vsakem dobrem obdobju igre domačih košarkarjev znal že v naslednjem napadu odgovoriti z isto mero, kar v domačem taboru pripisujejo predvsem neizkušenosti njihovega moštva. Jaz bom rekel, še vedno naša neizkušenost. Še vedno so situacije, kjer smo zelo naivni, ker dejansko ne prepoznamo situacije in ker se pač takšna ekipa kot je Helios to kaznuje. Rogaško že nocoj čaka nova pomembna preizkušnja. V povratni tekmi 4. kola pokala Špar bo proti Šentjurju branila 5 točk prednosti iz prve tekme v Hruševcu. Šentjur je sigurno ekipa, ki lahko v 2 minutah nadoknadi zaostanek 5 točk. Rezultat na začetku tekme je 0:0, mi bomo tako pristopili, na koncu pa videli, kaj se bo zgodilo. V naslednjem krogu državnega prvenstva bo trenutno 5. uvrščena Rogaška konec tedna gostovala pri sosedih v Podčetrtku. Po noči bodo padavine oslabele in na zahodu do jutra že ponehale. Ponehala bo tudi burja na Primorskem. Predvsem v vzhodni Sloveniji pa bo še pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju od 5 do 8 stopinj. Jutri dopoldne bodo tudi na vzhodu padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 13 stopinj. Četrtek in petek bo večinoma sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami ponovno jutri. Lep pozdrav in srečno.